proračunih za leto 2017 in leto 2018. Predtem mi seveda dovolite, da vas spregovorim o podlagi, eni izmed podlag za ta dva proračuna, in sicer to so bilance stanja proračuna. In kot je včeraj ugotovilo Računsko sodišče, podatki oziroma dokazni podatki ne dajo osnov, da bi Računsko sodišče izdalo mnenje o tem, kar z drugimi besedami pomeni, da so zavrnili izrek mnenja. Predvsem zaradi tega, ker podatki in dokumentacija ne zagotavlja realne presoje. Zdaj pa, kaj pravzaprav tukaj imamo? Se pravi, ni podatkov o osnovnih sredstvih, računalnikih, avtomobilih, vseh ostalih osnovnih sredstvih, zemljiščih in tako dalje. Ni podatkov ali pa zadovoljivih podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah, ki jih ima država. V finančnem sektorju ima dolgoročno finančno naložbo v Novi Ljubljanski banki, imela je v Novi Kreditni banki Maribor, imela je seveda tudi v energetiki, v teh podjetjih in tako naprej. In seveda ni podatkov za dana sredstva, ki jih dajo v upravljanje, oziroma za terjatve za sredstva dana v upravljanje, in seveda ni podatkov o terjatvah in obveznostih sklada za nasledstvo javnega sklada in SID banke. Z drugimi besedami to pomeni, da enostavno ni podatkov, na primer, o osnovnih sredstvih, kar pomeni, da vlada niti ne ve, kaj ima, zato ne ve in ne more vedeti, kaj ne bi prodala in seveda tudi, kaj ne bi kupila. In če tega ne ve, seveda potem je težko pripravljati proračun za leto 2017 in leto 2018, če tega ne ve. Če nima urejenih evidenc o železniški infrastrukturi in tudi to kaže, da jih nima, potem je težko načrtovati nove investicije. Progo Kozina-Koper, na primer. Če ne vemo, kaj imamo. Kako naj bi, čeprav zdaj so seveda mnenja, da niti ne bi, prodali NLB, če nimamo pravilno ocenjenega deleža v NLB. In to dejansko kaže ta analiza oziroma ti podatki, ki jih je dalo Računsko sodišče. Za osnovna sredstva v višini 6,4 milijarde oziroma 19% vseh teh sredstev. Za stanje dolgoročnih naložb, o katerih sem govoril, se pravi deležih, tukaj omenjam posebej finančni sektor, ker ga tudi Računsko sodišče posebej poimensko omenja Novo Ljubljansko banko, Novo Kreditno banko Maribor, A-banko, SID banko in tako naprej. Ampak teh dolgoročnih finančnih naložb je 2,6 milijarde, katere se seveda ne ve ali pa podatki niso dejansko točni. In potem se dejansko lahko vprašamo, kaj ta proračun za leto 2017 in 2018 sploh predstavlja in ali je dejansko smiselno sploh imeti to predstavitev jutri, ko boste imela predsednik vlade in finančna ministrica, če dejansko lahko deluje vse skupaj na nerealnih podatkih. In če vpliva seveda to na bilanco B, kjer imamo seveda premoženje, ki ga ima država.
Mi v Slovenski demokratski stranki mislimo, da bodo seveda jutrišnji podatki, ki jih bosta oba dala, predsednik vlade, finančna ministrica, seveda nerealni, če nimamo podatkov o stanju. Nerealni zaradi tega, ker ne vemo, kaj bi prodali, ker ne vemo, da sploh imamo, ali pa kaj bi kupili, ker ne vemo, kaj potem rabimo. In nerealno stanje zaradi tega, ker enostavno je ta vlada ni zadosti dovolj dober gospodar s svojim premoženjem, ki ga ima naloženega v obliki dolgoročnih naložb, ker sem že omenil deležih v naprimer finančnem sektorju, energetskem sektorju in tako naprej. In tukaj kažemo dejansko, kako država upravlja svojim premoženjem. To je zdaj to premoženje. Niti evidenc nima urejenih. To je glavni pomislek in to je dejansko glavni argument, zakaj sta proračuna za leto 2017 in 2018, milo rečeno, nerealna. Da ne govorimo o vseh politikah, ki jih bo seveda država na podlagi tega proračuna vodila. Investicijsko politiko, kar bo bila Kozina-Koper, proga Kozina-Koper, prodajno politiko, ko bo odprodajala svoje premoženje, a bo vedela, kako ga prodaja in tako naprej. In ne nazadnje, a bo sploh vedela, kaj kupovati pa kaj prodajati, če nima vseh osnovnih sredstev zavedenih ali jih ima pa nepravilno zavedenih. Drug argument glede proračuna za leto 2017 in 2018 in zakaj je pravzaprav ta proračun zelo vprašljiv, zakaj ga v Slovenski demokratski stranki ne moremo podpreti, je, da ni strukturnih učinkov. Tako kot jih ni bilo lansko leto, tako jih ni tudi letos. Ker z drugimi besedami ni začrtane poti in ne vemo, kdaj bomo dejansko dosegli strukturni primanjkljaj v skladu s fiskalnim pravilom. Lahko mi vse skupaj govorimo in tako naprej, vendar dejansko tega ni. In tukaj se zanašati seveda na to, da se naj bi to zgodilo in da bodo glede obresti, rečem, takšne razmere, kot so danes, še dolgo, jaz mislim, da je nerealno. Kajti inflacija v EU se že napoveduje tudi za naslednjo leto in temu bodo sledile seveda obrestne mere in temu bo sledilo seveda tudi to, da bodo stroški obresti, ki jih bo morala plačati vlada oziroma država, vedno večji. Napoved Evropske unije, recimo, za Evropsko unijo je 1,7 odstotka inflacije, kar seveda dejansko pomeni, da se to da takšnih nizkih obrestnih mer oziroma celo negativnih obrestnih mer ne bo več. In naslednja zadeva, ki je v naši državi zaskrbljujoča, je to, da danes nimamo fiskalnega sveta. Še do danes nimamo fiskalnega sveta in nimamo nadzornika, ki bi bdel nad javnimi financami. In seveda to je v nekomu v interesu, da je brez nadzornika. In zaradi tega, vsekakor, bom rekel, je to v nasprotju z ustavo, v nasprotju z zakonodajo, za katero smo rekli, da mora biti fiskalni svet ustanovljen in da mora seveda tudi pričeti delovati. In seveda to je tisto, kar dejansko skrbi. Dodatno seveda skrbi tudi dejstvo, tisto, ki je danes posebej, bom rekel, v javnosti zelo aktualno, glede same bančne luknje, o kateri je sedaj tudi veliko govora. Tukaj je treba povedati, da bančna luknja je bila ugotovljena strani evropskih inštitucij, strani Banke Slovenije in strani takratne vlade. In tudi reševanje, kot veste, smo se takrat zadolžili za kar nekaj milijard, zato da smo dejansko vložili v bančni sektor
milijarde za dokapitalizacijo. Slovenska demokratska stranka je imela takrat predlog, da se zadolži oziroma da dobi denar na evropskem trgu. Veliko ceneje. In seveda ta denar uporabi seveda tudi za sanacijo bančnega sistema. In plačevali bi danes veliko manj. Morali bi sprejeti seveda določene obveze, ki smo jih izvedli tako ali tako, po mojem mnenju, vakcinacija bi bila cenejša. In seveda je včasih danes že kar paradoks, da o velikosti bančne luknje navadno ali pa pogosto slišimo tudi mnenja ali pa ocene tudi tistih, ki so jo dejansko ustvarjali. Kar je seveda paradoks. Tako da tukaj bi seveda ponovil mnenje Slovenske demokratske stranke, da bi to lahko reševali na drugačen način. In seveda to ima tudi vpliv na javne finance in seveda to ima tudi vpliv, da imamo takšne javne finance danes, kot jih dejansko imamo.